110 metrov dolg most na Brodu stoji že več kot 150 let. Nazadnje so ga temeljito obnovili pred slabimi 30 leti. Na podlagi inšpekcijskega pregleda, ki so ga opravili maja, je Inšpektorat za infrastrukturo most zaradi dotrajane nosilne konstrukcije pred dobrimi 3 meseci zaprl za ves promet. Krajevna skupnost Podbočje je v tem času izvedla številne aktivnosti, a je na Postedu v sodelovanju s civilno iniciativo ustanovila strokovni odbor glede reševanja tega problema. Ta je zadolžen za aktivno sodelovanje z Direkcijo za infrastrukturo in pri projektu izgradnje novega mostu na Brodu pri Podbočju. Trenutno potekajo izračuni statike in če bo ta pokazala, da je most dovolj nosilen za odprtje, bo tudi odprt. Ampak res, da bo po tem odprtju zmanjšana nosilnost, ker vemo, po statični presoji in v vseh zadevah bo nosilnost bistveno manjša. Tako da se pričakuje, da bo most odprt za osebni promet, pa pešce, pa kolesarje. To je na kratki rok. Cilj je pa seveda toliko sanirati most, da bo lahko normalen promet z osebnimi vozili, pešci in skratka lokalni promet, da bi lahko normalno potekal. Vse sile pa treba seveda usmeriti v gradnjo novega, sodobnega mostu, ki ne bo imel omejitev v tonaži. Vendar pa je treba vedeti, da tak projekt traja dlje časa in da to ne gre kar čez noč, tako da je seveda sprostitev tega mostu nujna. S strani Direkcije za infrastrukturo je vse pripravljeno za sanacijo vozne površine in varnostne ograje. V petek 22. novembra so predstavniki direkcije predstavili predlog rešitev sanacije inšpektorju Miru Zajku, ki je izdal odločbo o zapori. Inšpektor se je s predlogom rešitve strinjal in kot kaže, se bo že v tem tednu pričel postopek izbire najugodnejšega izvajalca del. Postopek bo kratek, tako da bi se po najugodnejšem scenariju z deli lahko pričelo že konec tedna. Do zime so nam zagotovili, da bo. Prvi dan zimski pa vemo, 21. decembra naj bi bil. In upamo, da je tudi takrat pa res dejansko bo. Če sem se nam že zagotavljal, da naj bi bil 15. novembra, mi smo tudi ljudi obvestili, da bo 15. novembra, ampak dejansko do tega ni prišel. Zdaj se pa to kar nekam odmika, vedno, kaj pri nas je ta birokracija zapletena in traja. Seveda občina tukaj lahko samo apelira, prosi, lahko tudi zahteva, ampak vse je seveda v rokah Ministrstva za infrastrukturo oziroma Direkcije za infrastrukturo. Načeti most je pred dobrim mesecem nekdo še dodatno poškodoval, saj ga je polil z vnetljivo tekočino in zažgal, a večjih posledic k sreči ni bilo. Kdo je to naredil, ni nobenega efekta, škodo sebi in nam vsem je to naredil, ker če bi prišlo do večje škode, bi lahko most trajno bil zaprt in pol ne bi se več pogovarjali v obnovi oziroma odprtju, ampak v čakanju na izgradnjo novega mosta. V tem je problem. Zato upam, da do take diverzije ne več prihajalo. Most je za tamkajšnje prebivalce zelo pomemben, z njegovim zaprtjem pa se je njihova pot z enega na drugi breg reke Krke precej podaljšala. Obvoz je namreč urejen mimo Kostanjevice na Krki, za vozila lažja od 7,5 ton, pa tudi mimo Cerkelj ob Krki. To za krajane pomeni precej daljše poti, tudi za 10 kilometrov v eno smer.